Dobrodošli na 26. Beli storkovem večeru. Dober večer vsem. Tipi protestov in variante civilne neposlušnosti imamo danes. Nekako bomo skušali to skomunicirati. Imate vi kaj več izkušenj, kaj jaz? Jaz v življenju nikoli nisem bil javni protestnik, se izpostavljal, nisem bil v javni službi, ne vem, kako to izgleda. Kot zasebnik pa v vseh 35 letih dela nisem nikoli imel časa iti protestirati, ne. Če sem kaj rabil, sem šel na upravno enoto, če so me kam poklicali, sem šel na urad, če sem kaj rabil, sem šel si urediti, ne vem, zavarovanja, delovne knjižnice, skratka, te stvari, čisto normalne državljanske stvari, sistemske, ki jih pač od nas povsod nekje so zahtevali. To govorim še za čas pred covidom, ne. A veste, to je še čas, ko smo pač tako živeli, ne. Vsak v svojem domu z družino, smo delali, ne vem, od 6 do 2, pol je bil popoldne fraj. Pol so se pa začele stvari hitro spreminjati in mi smo vse sprejemali, po dolgem in počez. No, ko smo začeli to tematiko, če primerjate ti dve sliki, ne, sliko pred osamosvojitvijo Slovenije, potem pa v času osamosvojitve in pa zdaj zadnja 4 leta. Kakšne spremembe občutimo na lastni koži, z občutki, z udarci, s komandami, z izrazi, kaj vse se spreminja in s kakšno hitrostjo? Samo eno mnenje, prosim. Ja, Borut tle. Borut živijo, povej. Ja, tele 3 leta so kar drastična sprememba, ja, se veliko odvija, ja, podražitve, zakonodaja je čist na konc, čist na nul, praven sistem je čist, mislim, vse je čist, dejansko se takole vidiš, ko imaš kakšne primere, da spadu v ta zakulisje, ker nič več ne uspeš, ne, na nobenem področju. Ja. Lahko se boriš, lahko gledaš stvari, tudi pozitivno, ampak nikamor se več ne vem, no, saj jaz nekako tako občutam, da zelo težko je prebija ta njihov nepravni red, ki ga skozi bolj nabijajo, ne. Ne vem, tako, če se zastopa. Hvala za tvoje mnenje. Bi še kdo kakšno mnenje povedal? Maja, boš ti kakšno mnenje povedala? Maja Novak. Jaz sem v avtu. V avtu si, okej. To, da ne morem, poslušam. Zmenen, okej, super. Okej, še kdo kaj? Jaz sem se danes, glede na naš program, osredotočil na 42. člen Ustave Republike Slovenije, pravica do zbiranja in združevanja, ki je generalna, a ne, seveda so noter potem v Ustavi še druge stvari, ampak zagotovljena je pravica, pazite, do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. To piše v 42. členu Ustave. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Okej? Prideš na obisk, se združuješ, greš s skupino po cesti, greš kaj pojesti, ne vem, 30-40, ti praznuješ rojstni dan, se združuješ na tak ali drugačen način, versko, politično, aktivno, in potem tukaj pravi, zakonske omejitve, bodite pozorni, kaj Ustava pravi, zakonske omejitve teh pravic so dopustne. Če to zahteva, prvič, varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Zdaj, če gremo tukaj varnost države, to pravi, varnost države je kaj? Da se nas toliko zbere, da bi oblast dol ruknila, ne? Takrat je varnost države, to razumejo, ne? Ampak varnost države smo mi, če smo mi v nevarnosti, varnost državljanov je varnost države, ne varnost oblasti. Zdaj je vse to obrnjeno. Javna varnost je nekaj drugega, se pravi, če se združuje nekdo z namenom, da bo škodoval, razbijal, uničeval, je to logično, da je treba to prekiniti. Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, ne. Tako da, ko gremo pa v tretjo varianto,
pred širjenjem nalezljivih bolezni. Ne? Ko govorimo pa o nalezljivih boleznih, govorimo pa o resničnih nalezljivih boleznih. Če bi do tega prišlo, ne pa z neko vajo, z nekimi projekti, z namišljenimi stvarmi, s subtilnim namenom nadzora državljanov, to, kar se počne in kar je bil ta COVID narejen. Ne? Se pravi, lažni alarm, potem človek izgubi vse zaupanje, človek dejansko potem več ne ve, kdaj se v resnici kaj zgodi. Ker ko enkrat toliko laži na kupu, dejansko težko preseješ, daš na vago, ali je to zdaj prava informacija ali ni prava informacija. Se spomnite prejšnji teden, ko smo govorili o, nekdo se je javil in je povedal, da je v bistvu po naših občinah predvsem migrantov. Se spomnite, prejšnji teden smo imeli to tematiko, ne? Ena naša članica izrazila ogorčenje, da hočejo azilni dom narediti okoli Brežic, tam dol se mi zdi, da je bilo. Ne? In a veste, od leta 2002 mislim, da je pri nas ena uredba, ki govori o migrantih. Ne? Imamo migrante, imigrante, emigrante, upam, da ločite te tri izraze, če ne bom potem malo povedal, kaj kjer izraz pomeni. Ne? Ampak, gledajte, kaj se je zgodilo v tem tednu. Mislim, da je podpredsednik vlade, gospod Arčon, bil na RTV Slovenija včeraj in se župani že upirajo. Se pravi, mi imamo zdaj nekaj časa, že opozarjamo, da župani res ne delajo za ljudi, da ne delajo za prebivalce, kjer se prebiva, ampak delajo za agendo. In v agendi so tudi migranti v evropski politiki, ker to je edini način, da zmešajo prebivalstvo, da znižajo z migranti varnost, kaj vse se še lahko zgodi. Ne? Se pravi, tam, kjer so migranti, pade vrednost nepremičnin. To je prva stvar, zaradi tega, ker pač ni varno okolje, če so migranti tam. Druga stvar, poveča se lahko kriminaliteta v kraju zaradi migrantov, ker nikoli ti človeka ne poznaš kulture njegove, ne veš, kaj bo naredil, tam je zaščiten in stvari se dogajajo. Ne? Govorimo o lokalnih prebivalcih, občinah, županih in pa to, kar država vsiljuje, ko je kar reče, to je državna zemlja, tle zraven vaše vasi bomo pa zdaj naredili en migrantski servis. Ne? Normalno, da se ljudje ne moreš živeti več v miru in to je problem. Tu je treba, ne vem, protestirati, povedati svoje mnenje in to je ta 42. člen, ki nam seveda to zagotavlja. Hkrati pa je občutek, kot da turiste zamenjajo ilegalci. Ne? Ni več prostora za turiste, ker kraj ni več varen. Glejte, kaj vse to potegne za sabo. Ne? Ko se zmrači, se vaše žene, hčere, vnukinje ne bodo mogle več sprehajati po kraju, ker je nevarno. Ni več varno. Solzivec v vsaki torbici nositi je pa res največja neumnost in čakati, kdaj te bo kdo napadel. Mislim, če greš na sprehod pod takšnim stresom, si lahko predstavljate, kaj državljani v določenih občinah preživljajo, kaj grejo skozi. Tu po Ljubljani se je klima popolnoma in povsem spremenila. In kaj še neki, kadarkoli zapustiš hišo, boš vedno mogel pregledati, če so kamere po novem vključene, če je sistem dela, ali če imaš vse odvisno, kako imaš urejen. Nastavil boš stvari, ki prideš nazaj, da boš videl, ali je kdo okoli bajte hodil ali ni, če si v bloku, je sicer malo drugače, ampak to je večen strah. Ne? In namen držav v Evropski uniji je vzbujati strah. Strah, zakaj? Zato, ker pol ti lahko ponudijo varnost, pa kamere, pa mi vas bomo zaščitili. A bomo zdaj z nožem v žepu hodili po mestih pa po vaseh, kjer se naša zemlja, kjer mi živimo. Ne vem, ali bomo hodili po tečajih za samo obrambo, ali bomo zaprosili za več orožnih listov. Mislim, ne, stvari so, a veste, tako, ne, in včeraj
je gospod Arčon povedal, da se je pogovarjal z župani in da župani več ne pristajajo na azilne dome. Poglejte, jaz vam bom to zavrtel, da boste to zadevo slišali zdajle, če niste. Evo, takole, pa dajmo. Migracijska politika, slišali smo tudi na protestnem shodu, sicer ta očitek, da uvažate nove pravzaprav volivce v levem bloku, ampak okrog teh začasnih azilnih domovih se ni dalo vprašati lokalne skupnosti. Ste poskušali vprašati? Po govorici telesa je bilo videti, da prvak opozicija še sam ne verjame tej trditvi, ki jo je izrekel, češ da mi uvažamo volivce in podeljujemo volilno pravico. Dejstvo je, da so se na pristojnem uradu veliko pogovarjali tudi z župani, mislim, da več kot z 10, in seveda odgovor je bil povsod ne. Vlada je na podlagi strokovnih argumentov določila lokacijo, ki je na državni zemlji in je tik ob meji. Jaz popolnoma razumem tako župane, ker sem bil župan, kot tudi prebivalce, da imajo določene strahove. Da, zelo so proti, ne zaslužijo pa si še dodatnih ustrahovanj strani opozicije, ker gre za občutljivo temo, gre za stisko ljudi in preprosto je pa treba nekaj vedeti. Povprečno tej migranti ostanejo v Republiki Sloveniji 2 dni in pol. In Slovenija ni ciljna država. In ta lokacija, ki je trenutno predvidena, je nadomestna lokacija. To so bistveni elementi, ki jih dejansko naslavljamo in prosimo župane in lokalno skupnost, da razumejo. Zelo na kratko so, očitno vztrajate, tudi minister Poklukar je rekel, vlada je tako odločila in tam ti azilni domovi bodo, so mogoče kakšne koncesije, da občine dobijo kaj v zameno za to, da pristajajo na azilne domove. Mi si predvsem želimo, da bi z dialogom, razumevanjem tudi do sočloveka prišli do ustreznih rešitev in dobili skupen dialog. To je naš cilj. Treba je pa videti vse vidike. Širšo sliko. Torej, bila je izrečena tudi stvar, ki je morda vznemirila koga od bodočih volivcev. Pred nami so evropske volitve. Predsednik SDS-a je dejal, da se na podeželju ukinjajo volišča, nekatera pod pretvezo, da niso opremljena za invalidne osebe. Ima vlada kaj pri tem? Ne, vlada absolutno nima nič pri tem. Interes vlade in politike je, da se volitev udeleži čim več. Ta pristojnost je Državne volilne komisije, pomoči seveda upravnih enot in lokalnih skupnosti. Vračam pa seveda prvaku opozicije vprašanje, ne se vpraša, koliko je njegov direktor pošte ukinil pošt na podeželju. Ki so seveda pomembne pri ohranjanju življenja na podeželju. O tem smo poročali veliko. No, dragi moji, 2 dni in pol je izrekel, to je politična floskula. Se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, ali kaj? Ne vem, očitno ne vem, kaj je to, Državna zemlja. Ja. V socializmu je bila družbeno premoženje, zdaj pa kar naenkrat državno. Ja. Državna firma, ali kako zdaj, da ima kar svoje? Ja, to je ja. Jaz sem je kar en kup stvari malo zarekel. A bi ti to lahko malo pokomentiral, ker si na takem občutljivem območju doma, kaj te stvari občutiš, kaj te stvari bolj poznaš, poveš par dogodkov, malo opišeš, kako v resnici je, pa kaj gospod Arčon govori kot politične floskule. V 2-3 stavkih, prosim, Ja, jaz sem na mejnem območju, klej jih je kar precej, Od helikopterja imam jaz skozi na glavo, In to ne policijske, zdaj danes sem videl cel dopoldne, 2-krat je šel mimo, je bil brez oznak, ni bil policijski. Da nekaj se dogaja, okrog teh migrantov. Migranti prihajajo, jaz ne vem, koliko je, ker ne gledam javnih medijev, niti televizije, nimam zdaj svet,
Ampak to vidim, da se dogaja in tle po drugih vaseh tudi slišim, ne, da že kar za avtobusi jih vozijo. To sploh, ker zdaj so meje odprte, ne, s Hrvaško. Ja, Tako da zdaj kar pride, avtobus grejo mimo, ustavijo, da grejo scat, pa grejo naprej. pa to svet ni videl. Ja, to so posebni prijemi zdajle, ne vem. Torej, jaz sem bral tisto uredbo, a ne, iz leta 2002, jo dobite na uradnem listu. Ko si zadevo preberete, je tako napisana za to migrantsko politiko, da so ti ljudje, ki pridejo sem, veliko bolj zaščiteni, kot smo mi domači ljudje zaščiteni. Veliko bolj država poskrbi za te tujce, kot poskrbi za nas, ko karkoli rabimo. Ko se tle v Sloveniji domač človek znajde v stiski, vse je vseeno. Recimo, da je to bolezen, da je to nesreča, da je ogenj, da je, mislim, naravne nesreče, karkoli, ne? In pri naravni nesreči, ki voda pridete, še razledinijo, te še poseste, še razselijo še povrh vsega. Mislim, da je vse, kar govorijo in pišejo, vse v nekem obratnem sorazmerju, govori eno delo drugo. Kako lahko reče, da je 2 dni in pol povprečna doba bivanja v tistem domu noter enega migranta, ko pa to daleč od tega ne drži. Razen, če se trguje, kot si ti lepo povedal, ne? Razen, če se počne. Veš kaj se gleda, ne? To so vse ilegalne prestope meje. Prej, koliko je zdaj tega? 1 leto nazaj smo imeli Schengen, ne? Ja. In niso šli na vrata, ampak so šli skozi okno noter v državo, ne? Ja, smo mrežo delali. Zdaj pa, ko je šla Hrvaška v Schengen, je pa Schengen na bosanski srbski meji, ne? Zdaj pa tam ilegalno prestopajo, ko grejo po Slovenijo, to pa že, kako se pa zdaj temu reče, kakšna je pa zdaj to besedna zloženka, kako bi se temu rekel, ne? Zihar bojo kaj Zdaj so pa oni ilegalno prestopali v bosansko, Hrvaško ali pa... Ja. Te so pa že tako, kot si rekel, so pa turisti, ne? Turisti, migranti. Ja, dobesedno turisti, migranti, ja. No, Zdaj pravim, z avtobusom jih vozijo, to mi znači en sosedne vasi povedal, ne. Pa mahajo, ne vem. pa dokumente mečejo stran, preden vstopijo. Tako, to so jih pomenili pred bajko. Enkrat pomagal, ko je prišel policaj in jih je kar z golim rokam pobiral, sem mu pol povedal, da oni so polni vseh živih bolezni in pa sem mislil, da bo kar varžice ustrelil. Kako, mislim, kakje pošiljajo, no, pa tole preverjati pa gledati brez enih osnovnega znanja, ne? Ja. Garje dubo bo dubo, kaj ti jaz vem, ne vem, enkrat bakterij gor, nekaj to je, veš, ne vem. Ja, glejte, no, to se pravi, to je bil ta izsek, dejansko se dogaja, kar smo prejšnji teden govorili. Torej, Boris, srčna hvala za ta tvoj vložek, ki pa seveda je iz prve roke. Verjamem, da še marsikdo, ki nas nocoj posluša, ima te izkušnje, če ne drugače, se vidi preko spleta, preko medijev. In ta migrantska politika, to je vse namerno narejen, ne? Normalno, če ne bi bilo neredov, če ne bi bilo vojn, če ne bi bilo tega namerno narejenega, tega mešanja, to je vse narejeno zaradi tega, da narod, nacija izgubi identiteto. To je vse v smislu te velike ene vlade, ker ko ti izgubiš identiteto, gledajte, spolno identiteto, nacionalno identiteto, osebno identiteto in še ime in priimek ti spreminjajo, zdaj so nove osebne izkaznice narejene, da si kot robot z velikimi črkami napisan gor, nič več kot oseba, kot človek, zdaj si čist robot, oseba, ne? Capitis diminutio maxima. Prej smo imeli vsaj medija napisan, ne? Z veliko začetnico, ime in priimek, tako kot je slovnično pravilno, tako kot se v šoli učimo in tako kot je z zakonom določeno, da se ime in priimek v pravnem prometu Republike Slovenije uporablja. In država, ki piše zakone, sama krši zakone. Dela po nekih navodilih, kar pa ni prav. To se pravi, jaz bi zdajle na kratko vam samo opisal en uvod v nekaj,
kar se reče tipi protestov in variante civilne neposlušnosti. Namreč že davno tega so te stvari zelo znane, poznane vsem nam, vendar se tega nismo posluževali zaradi tega, ker je bilo dokaj mirno. Živeli smo od dneva do dneva, načrtovali smo mirno, vse je bilo nekako predvidljivo. V teh časih je pa vse nepredvidljivo in človek nikoli ne ve, ali bo se zadevo, ki si jo je zadal, uredil ali ne. In mislim, da je prav, da poiščemo načine mirnih protestov in civilno neposlušnost, tako kot smo prej prebrali v 42. členu Ustave Republike Slovenije. In to so orodja za zaščito naših lokalnih interesov, pravic prebivalcev, ki nam pripadajo, ki tukaj živimo. Mi smo v Ljubljani, nekdo je v drugi občini, v Celju, nekdo je v Mariboru, kjerkoli že po Sloveniji, v katerikoli vasi, v katerikoli občini. Za vse velja enako, kar bomo nocoj povedali. Kadar želimo uveljaviti svoj lastni interes, in to je naša pravica, ker mi živimo tukaj, se pravi, ne da bomo poslušni interesom globalne agende 2030 oziroma plačanim storitvam sredstvi EU, kot se trenutno to dogaja, ne? Jaz vas nocoj nagovarjam v umetnost ne proaktivnega, ampak prosocialnega prispevka k reševanju problemov v samoupravnih skupnosti. V družini, v kateri živi, to je malo širša družina, ne? Nekako bi tako rekel, če sem malo vulgaren, naredimo proteste zopet seksi, ker če rečeš, da je neki seksi, pol vsi skočijo v luft. Ne, dajmo malo, ne? Ker namreč ponovno naj postane seksi z učno močjo prebivalcev. Učna moč prebivalstva je to, da se izobražujemo. In par stvari boste nocoj izvedeli, ker vam bo mogoče malo kapo dvignilo, mogoče vam bo malo pritisk dvignilo, nekaj smo ga zdaj že dvignili, malo pritiska, glede na dejstva, ki smo jih ugotovili, kako se država obnaša. Država si kar na državno zemljo hoče postaviti migrantske kempe, pa izvrševati politiko Evropske unije, pa Soroševo politiko, pa to zmešnjavo delati le pri nas. Kaj pa imamo mi s tem, če je tam nekje vojna? Človeku, sosedu v stiski rad pomagaš. Ampak to je druga zgodba, kakor da ti dobiš tam, ne vem, ene ljudi iz, ne vem, Arabije, Sirije, Palestine. To je drug svet, to je druga kultura. Kaj imajo tam pri nas za iskati? A je šel kdo dol, ko je bila v Sloveniji vojna, a smo mi šli v Sirijo, v Palestino, v Izrael? Se hece o tem, da te isti ljudje te vojne povzročajo, ki jih zdaj sem vabijo, ne? Ja, se strinjam. Ja. No, gledajte, zdaj tukaj o čem mi govorimo? Mi govorimo o moči. Moč. To besedo, so 3 črke. Moč, ki je opredeljena kot sposobnost, da prisili druge, da počnejo, kar bi mi želeli, vi želeli, da storijo, in se pogosto ta moč obravnava, mislim, da predvsem negativno. Vendar ni dobra, niti zla, ker vse na neko dobro obrnejo, ali pa na nekaj neutralnega. Ja, se so migranti, ampak 2-3 dni, ne? In potem skulira vso zadevo in prosi prebivalce naj razumejo, župani naj razumejo. Kaj imaš tu za razumeti? Pošli ljudi nazaj od tam, kjer so prišli. Ne? In ta moč je ključna za razumevanje, kako deluje vlada, a veste, in kako deluje vlada v navezi z lokalnimi veljaki. Še bolj pomembno pa je, kako mi prebivalci sodelujemo z vodstvom občine, z županom in pa seveda z vsemi, ki so tam noter voljeni in ki morajo delati v interesu lokalne skupnosti, ne pa v interesu migrantov. Ja? In gledajte, kako, nocoj bomo razpravljali o tem, kako lahko na to njihovo moč vplivamo z inteligentnim pristopom. Inteligentni pristop. Temu se reče državljanska nepokorščina, ki pa je v skladu z zakonom. Tako da, kazenski zakonik predvideva, ustava predvideva, vse predvideva, ne sme biti tega, ne. Ampak da smo v teh okvirih, da smo še na tisti meji, ko smo še znotraj zakona. Glejte, danes je težava v tem, da je veliko ljudi nepismenih. A oprostite, na oblasti, ne nas, državljanov, tudi seveda,
Ampak še več je pismenih, nepismenih na oblasti, ki ne pozna ustave, ne pozna kazenskega zakonika, ne pozna, kako zadeve funkcionirajo, ne ve lastnih pooblastil. Boris je prekrasno. No, kako? Še enkrat povej. On da zna pa računati. Ja, računati pa znajo. To pa ja. Ne? In glejte, ne zavedajo se, kako deluje njihova moč v našem državljanskem smislu. Kako en odlok vpliva na moje življenje? Kaj pa je Janša delal z, ne vem, 1500 odloki? Pa ta človek ni normalen, kaj je počel. Ne? Bog ne daj, da pride slučajno na oblast ta človek. Pokazal je svoje barve, že ne vem kolikrat. To je treba samo v stran. Sploh se ne zaveda, kako deluje njegova moč v našem državljanskem življenju. Zato, ker so potem to strukturno dol, se vse spremeni. Tisti, ki razumejo, pa imajo nesorazmeren vpliv na naše življenja. Ne? Ampak teh ljudi, ki razumejo, je malo. To je peščica ljudi. In ta peščica ima nesorazmeren vpliv na naše življenje, ko bi morali biti ravno obratno. Današnja razprava, o kateri zdaj govorimo, bo potekala v smislu, kako moramo demokratizirati moč, ponovno poudarjam, in jo narediti bistveno bolj dostopno vsem nam. Da se ve, da smo močni, da smo odgovorni. Glejte, moč deluje na različne načine. Poslušajte, moč deluje preko prijateljstev, moč deluje preko subvencij, pristranskost postane politika in slogani postanejo gibanja. In več o tem se bomo nocoj pogovarjali. Namreč, mnogi ljudje ne poznajo teh realnosti in da nevednost vodi pravzaprav v totalno neangažiranost in nizko raven državljanskega znanja in pa seveda nobene angažiranosti ni in nobenih udeležb tam, ko bi moralo biti. Če pa že je pa medijsko zmanipulirana. Propaganda naredi svoje. In ta umik ali pa to zavajanje, če čte, prispeva k državljanski neenakosti na celi črti. Kjer obstaja koncentracija priložnosti in bogatstva, tam ni usmiljenja. Tam so mediji, tam je politika, tam so ljudje, ki so leta in leta na eni poziciji. Koliko let sem samostojni v Sloveniji, še vedno gleda mene in iste face. To je nemogoče. V demokratični državi se to ne dogaja. To se dogaja v totalitarni sistemi, da se dva sistema izmenjujeta na 4 leta stolčke. In da so uradniki 30 let na istem stolu, ki to zadevo dopuščajo in vodijo, ki morajo delati v skladu z ustavo in zakonom. Glejte, da bi se temu lahko zoperstavili. Meni to ni enostavno govoriti. Verjemite mi. To niti ni moje področje. Ampak čutim potrebo, da to izrazim in vzel sem si to pravico, vzel sem si to, kako naj rečem, dal sem si tudi to moč, da to lahko izrečem. Da se mora državljanska vzgoja preoblikovati v učenje razporeditve moči v državi in da je prednostna naloga zagotoviti, da se ljudje učijo o moči. Kaj to pomeni moč? Že koliko ima moč oče nad sinom, nad hčero in mati nad sinom in hčero in potem učitelj v šoli in potem se ta moč samo še prenaša na višje sfere, dokler pač ti, ne vem, rečejo ob 6 moraš ostati pa v službo in ti greš kot robotek. In kje je največja in najboljša arena, kjer se to dogaja? Glejte, to so mesta in vasi. Mesta in vasi, kjer je vse določeno, vsaka črta, vsak korak, delovni čas, kdaj je kaj odprt, kam lahko kje stopi, vse je določeno. Mi to imamo tako avtomatizirano, da tega sploh ne opazimo več, ker nam je to normalno, pa nam ne bi smel biti. In mesto je predstavljeno recimo kot najboljša arena za izvajanje te moči, kjer državljani verodostojno odločamo o svojih vprašanjih, kot so recimo postavitev ulične svetilke. Kdo od vas lahko o tem določa? Kdaj je knjižnica odprta v mestu ali na vasi?
Ali pa razvoj naše slovenske obale. Ali pa koliko visoke bodo plače, kdo ima pri tem besedo. Samo državni uslužbenci sami sebi protestirajo z sindikati, če pa je kdo zasebnik, si pa pač sam to lahko regulira in nima niti možnosti sam protestirati. Ne? Ker zasebniki niti niso tako povezani, kot recimo mogoče v nekih teh občinskih, pač so neke skupnosti, kjer se povezujejo, ne, gospodarske zbornice in tako naprej, kot je zdravniška zbornica in tako naprej. Tako da, glejte, te stvari so zelo kompleksne. In zdaj nastane vprašanje, kako naj se državljani aktivno vključimo v lokalno politiko in kakšno je vprašanje obvladovanje elementarne moči, ki se začne že doma in v šoli, v vrtcu in potem gre samo še v službo in politiko in medijsko in tako naprej. In jaz menim osebno, moje osebno mnenje, lahko me popravite, da razmislimo o problemu, razmislimo o dejanskih problemih, ki jih imamo, ker ni samo eden, ali pa o priložnostih, ki jih želimo odpraviti v svojem kraju, v svojem mestu, v svoji vasi. To se mi zdi meni osebno ključno in vas k temu seveda tudi nagovarjam, da o tem razmislimo, kako bi aktivirali ali nevtralizirali različne oblike moči, da bi se to zgodilo. Včasih so rekli, napiši si, nariši si, situacija je taka, kaj te moti in kaj želiš videti čez en teden, čez en mesec, čez en let, čez 2 leti. In potem od tam poglej nazaj stanje, kakšno je zdaj in kakšno bi bilo. In korake, kaj je treba za to narediti. Kje se je treba povezovati, kakšne ljudi s kakšnimi profili je treba skupaj dati, kdaj je treba v akcijo vstopiti in kako je treba skrbeti za objave, ki jih uradne ustanove dajejo, kakor pač dajejo objave in kjer je treba sodelovati. Ne? V našem času, glejte, državljanska domišljija, inovativnost in ustvarjalnost izhajajo pravzaprav iz lokalnih ekosistemov. Ko smo mi, recimo, da smo v družini in pride nov član v družino in ugotovimo, da imamo zdaj pa premajhen hladilnik, manjka ena posla, ne vem, en kup stvari se spremeni, ko pride en član v družino. Hočem povedati to, ne, če se v mikrokozmosu, v družini, ki je osnovna celica družbe, spremeni z enim prihodom družinskega člana vse, kaj šele v družbi, če pride neka migrantska politika, a veste, saj to se na prvi hip se takoj ne opazi, ampak to je cel mlin, cel proces, to potegne za sabo finance, čas, pozornost, ki jo nekam moraš dati, stvari moraš urediti, prostor razširiti, opremi, skratka, ne bom vam o tem razlagal, kar sami. Zato nas povabim, se pravi, da pomagamo ustvariti učni načrt za državljansko moč. To je eno posebno področje. Za državljansko moč začenši recimo s triado vrednot sistemov. Ne? Spretnosti in da se napiše izpoved iz prihodnosti mesta, ki opisuje recimo spremembe, to, kar sem prej omenil, ki jih želimo videti in kakšni načini, na kakšen način bi lahko to spremenili. Ti ljudje, ki zdaj z nami počnejo, kar počnejo, so si naredili načrt, agendo, ki se njim zdi v redu. Za njih. Nam jo opisujejo kot za nas dobro, v bistvu je dobro za njih. Nam opisujejo, da je nam dobro, ampak ni za nas dobro. Dobro je za njih. Ne? In vse, kar naredijo, je za nas dobro. In zdaj, glejte, mi moramo pa zdaj stopiti nasproti in povedati, kako bi bili sistemi vladanja vključeni? Na kakšen način? Kje ja, kje ne? Ker mi smo tisti, ki dovolimo te stvari. Lahko nas prisilijo, ampak mi lahko potem prisilimo nazaj, ker vidimo stvari, če se upremo. Ampak ljudje so v glavnem tiho. Ne? Reče, sej bo, malo še bomo potrpeli, zamahnejo z roko, te on, te drug, te tret. Lejte, to je moč, ki izkorišča preko psihologije, preko magije, preko črne magije, ljudje dela vedno manjše. Vedno manj moči imamo. Ker sistemi vladanja, kakršen naj bi bil recimo trg, zamislite si, kakšen naj bi bil recimo gospodarski trg, ali pa tržnica, vseeno tle v Ljubljani, če smo Ljubljančani. Kakšne institucije bi mi radi imeli?
a take, ki prideš tja pa ti protestira, a tako, ko stojiš 6 ur v vrsti v kliničnem centru na urgenci, a to so inštitucije, ki bi jih mi radi. Jaz osebno ne. Mi moramo nekaj storiti v zvezi s tem, da se te stvari, glejte, da se spremenijo in da se naredi nek plan. Jaz izgovarjam te besede, marsikdo bo slišal, nekdo ima moč to narediti, nekdo ima ideje, ampak danes se razpravljamo točno o tej stvari. Skratka, povabim nas vse, da ponovno naredimo državljansko neposlušnost seksi, tako kot sem povedal, da se čim več ljudi priključi. In smo rekli, da se demokratizira demokracijo in se ustvari veliko mrežo slovenskih mest in vasi, ki bodo kot en državljanski laboratorij, kjer bomo pa zdaj mi preizkušali vlado, do kje ima ona meje, v okviru zakona. Nam je veliko dovoljeno, veliko več, kot si vi sploh lahko predstavljate. Če vam povem samo eno stvar, zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, to pomeni, da ni treba tega nikjer prijavljati. Potem pa obstaja nek zakon, kjer pravi, da pa je treba te stvari prijavljati. Sploh ni res. Kam pa pridemo, da bom jaz vsak sestanek, vsak obisk šel prijavljati? Boris bo prišel k meni, jaz bom šel na policijo, bom rekel, ja, jutri pride pa Boris k meni, bom združevanje, pa mirno zbiranje bom zdaj šel prijavljati. Lejte, ljudje božji, vse to je izmišljotina države zato, da omejuje naše pravice in mi smo to pač kar sprejeli mirno. 1000 ljudi lahko gre v mesto, pa tega ne rabi prijaviti, ker je to naša pravica. Nikomor. Policija mora pa varovati naše življenje in naše premoženje. In tako je prav. In mi si moramo to pravico vzeti nazaj. Nihče ni treba ničesar prijavljati. Komu boš prijavljal? Kaj se zgodi, ko prijaviš? Kaj se zgodi? Samega sebe prijaviš, da boš protestiral, pride policija, te legitimira in ti da kazen. To so strašne finte. Prijaviti morate račun iz tujine. Ok, Avstrija je tujina, ni res, Evropska unija. Zdaj imaš pa v Avstriji račun in ga prijaviš, ker v tvoji glavi je to tujina. In ti si dal dovoljenje davčnemu uradu, da brska po tvojem računu. Prijavil si samega sebe. In koliko je takih stvari, ko ljudje kar sami sebe prijavljate? Ja, zdaj imajo velike psihološke vojne po slovenskih šolah. Kaj se zgodi? Starš vpiše otroka v šolo, učitelj mu ponudi tam en list, ali dovolite, dragi starši, da vam na e-mail pošljemo obvestilo. In potem imajo e-obveščanje. In zdaj, učitelj reče otroku to in to naredi, otrok tega ne naredi, starš ima službo, ima drugo. In potem pa prileti e-mail, vaš otrok, recimo, ne vem, ni imel mape pri telovadbi. A mora zdaj oče in mati vedeti, da je učitelj tam naročil in potem pride v tisti e-client, ti pride, vaš otrok pa ni imel tega in tega v šoli. Psihološko maltretiranje staršev in otrok in zastraševanje. In prav akcijo bomo naredili, da se ta e-client naj pokličejo starša, pa bo zgodba precej drugačna. Mislim, da se grejo te psihološke igrice in to je vse, veste, naštimano. Ok, kako bi naj izgledalo to? Jaz sem pripravil za nas en video, ki je dolg 15 minut. Želim, da si ga pogledamo, pa bomo pa še naprej malo debatirali o teh stvarih, da boste videli, da nismo edini, ki tako razmišljamo. I'm a teacher and a practitioner of civics in America. Now, I will kindly ask those of you who've just fallen asleep to please wake up. Why is it that the very word civics has such a soporific, even a narcoleptic effect on us? I think it's because the very word signifies something exceedingly virtuous, exceedingly important, and exceedingly boring. Well, I think it's the responsibility of people like us, people who show up for gatherings like this in person or online in any way we can, to make civics sexy again. As sexy as it was during the American Revolution, as sexy as it was during the Civil Rights Movement. And I believe the way we make civics sexy again is to make it explicitly about the teaching of power. And the way we do that, I believe, is at the level of the city. This is what I want to talk about today. And I want to start by defining some terms, and then I want to describe the scale of the problem I think we face, and then suggest the ways that I believe cities can be the seat of the solution. So let me start with some
definitions. By civics, I simply mean the art of being a pro-social, problem-solving contributor in a self-governing community. Civics is the art of citizenship, what Bill Gates Sr. calls simply showing up for life. And it encompasses three things: a foundation of values, an understanding of the systems that make the world go round, and a set of skills that allow you to pursue goals and to have others join in that pursuit. And that brings me to my definition of power, which is simply this: the capacity to make others do what you would have them do. Sounds menacing, doesn't it? We don't like to talk about power. We find it scary. We find it somehow evil. We feel uncomfortable naming it. In the culture and mythology of democracy, power resides with the people. Period. End of story. Any further inquiry not necessary and not really that welcome. Power has a negative moral valence. It sounds Machiavellian inherently. It seems inherently evil. But in fact, power is no more inherently good or evil than fire or physics. It just is. And power governs how any form of government operates, whether democracy or dictatorship. And the problem we face today, here in America in particular, but all around the world, is that far too many people are profoundly illiterate in power. What it is, who has it, how it operates, how it flows, what part of it is visible, what part of it is not, why some people have it, why that's compounded. And as a result of this illiteracy, those few who do understand how power operates in civic life, those who understand how a bill becomes a law, yes, but also how a friendship becomes a subsidy, or how a bias becomes a policy, or how a slogan becomes a movement. The people who understand those things wield disproportionate influence, and they're perfectly happy to fill the vacuum created by the ignorance of the great majority. This is why it is so fundamental for us right now to grab hold of this idea of power and to democratize it. One of the things that is so profoundly exciting and challenging about this moment is that as a result of this power illiteracy that is so pervasive, there is a concentration of knowledge, of understanding, of clout. And you think about it. How does a friendship become a subsidy? Seamlessly. When a senior government official decides to leave government and become a lobbyist for a private interest and convert his or her relationships into capital for their new masters. How does a bias become a policy? Insidiously. In just the way that stop and frisk, for instance, became over time a bureaucratic numbers game. How does a slogan become a movement? Virally. In the way that the Tea Party, for instance, was able to take the "Don't Tread on Me" flag from the American Revolution. Or how, on the other side, a band of activists could take a magazine headline, "Occupy Wall Street," and turn that into a global meme and movement. Thing is, though, most people aren't looking for and don't want to see these realities. So much of this ignorance, this civic illiteracy, is willful. There are some millennials, for instance, who think the whole business is just sordid. They don't want to have anything to do with politics. They'd rather just opt out and engage in volunteerism. There are some techies out there who believe that the cure-all for any power imbalance or power abuse is simply more data, more transparency. There are some on the left who think power resides only with corporations, and some on the right who think power resides only with government, each side blinded by their selective outrage. There are the naive who believe that good things just happen, and the cynical who believe that bad things just happen. The fortunate and unfortunate alike who think that their lot is simply what they deserve, rather than the eminently alterable result of a prior arrangement and inherited allocation of power.
And as a result of all of this creeping fatalism in public life, we here, particularly in America today, have depressingly low levels of civic knowledge, civic engagement, participation, awareness. The whole business of politics has been effectively subcontracted out to a band of professionals, money people, outreach people, message people, research people. The rest of us are meant to feel like amateurs in the sense of suckers. We become demotivated to learn more about how things work. We begin to opt out. Well, this problem, this challenge, is the thing that we must now confront. And I believe that when you have this kind of disengagement, this willful ignorance, it becomes both a cause and a consequence of this concentration of opportunity, of wealth and clout that I was describing a moment ago, this profound civic inequality. And this is why it is so important in our time right now to reimagine civics as the teaching of power. Perhaps it's never been more important at any time in our lifetimes. If people don't learn power, people don't wake up. And if they don't wake up, they get left out. Now, part of the art of practicing power means being awake and having a voice, but it also is about having an arena where you can plausibly practice deciding. All of civics boils down to this simple question of who decides. And you have to play that out in a place, in an arena. And this brings me to the third point that I want to make today, which is simply that there is no better arena in our time for the practicing of power than the city. Think about the city where you live, where you're from. Think about a problem in the common life of your city. It can be something small, like where a street lamp should go, or something medium, like which library should have its hours extended or cut, or maybe something bigger, like whether a dilapidated waterfront should be turned into a highway or a greenway, or whether all the businesses in your town should be required to pay a living wage. Think about the change that you want in your city, and then think about how you would get it, how you would make it happen. Take an inventory of all the forms of power that are at play in your city situation. Money, of course. People, yes. Ideas. Information. Misinformation. The threat of force. The force of norms. All these forms of power at play. Now think about how you would activate or perhaps neutralize these various forms of power. This is not some Game of Thrones empire-level set of questions. These are questions that play out in every single place on the planet. I'll just tell you quickly about two stories drawn from recent headlines. In Boulder, Colorado, voters not too long ago approved a process to replace the private power company, literally the power company, the electric company, Xcel, with a publicly owned utility that would forego profits and attend far more to climate change. Well, Xcel fought back, and Xcel has now put in play a ballot measure that would undermine or undo this municipalization. And so the citizen activists in Boulder who've been pushing this now literally have to fight the power in order to fight for power. In Tuscaloosa, at the University of Alabama, there's an organization on campus called, kind of menacingly, The Machine. And it draws from the largely white sororities and fraternities on campus, and for decades, The Machine has dominated student government elections. Well, now, recently, The Machine has started to get involved in actual city politics. And they've engineered the election of a former Machine member, a young pro-business recent graduate, to the Tuscaloosa City School Board. Now, as I say, these are just two examples drawn almost at random from the headlines. Every day there are thousands more like them. And you may like or dislike the efforts I'm describing here in Boulder or in Tuscaloosa, but you cannot help but admire the power literacy of the players involved, their skill. You cannot help but reckon with and recognize the command they have of the elemental questions of civic power. What objective? What strategy? What tactics? What is the terrain?
Who are your enemies? Who are your allies? Now I want you to return to thinking about that problem or that opportunity or that challenge in your city, and the thing it was that you want to fix or create in your city. And ask yourself, do you have command of these elemental questions of power? Could you put into practice effectively what it is that you know? This is the challenge and the opportunity for us. We live in a time right now where, in spite of globalization, or perhaps because of globalization, all citizenship is ever more resonantly, powerfully local. Indeed, power in our time is flowing ever faster to the city. Here in the United States, national government has tied itself up in partisan knots. Civic imagination and innovation and creativity are emerging from local ecosystems now and radiating outward. And this great innovation, this great wave of localism that's now arriving, and you see it in how people eat and work and share and buy and move and live their everyday lives. This isn't some precious parochialism. This isn't some retreat into insularity. No, this is emergent. The localism of our time is networked powerfully. And so, for instance, consider the ways that strategies for making cities more bike-friendly have spread so rapidly from Copenhagen to New York to Austin to Boston to Seattle. Think about how experiments in participatory budgeting, where everyday citizens get a chance to allocate and decide upon the allocation of city funds. Those experiments have spread from Porto Alegre, Brazil, to here in New York City, to the wards of Chicago. Migrant workers from Rome to Los Angeles and many cities between are now organizing to stage strikes to remind the people who live in their cities what a day without immigrants would look like. In China, all across that country, members of the New Citizens Movement are beginning to activate and organize to fight official corruption and graft. And they're drawing the ire of officials there, but they're also drawing the attention of anti-corruption activists all around the world. In Seattle, where I'm from, we've become part of a great global array of cities that are now working together, bypassing government altogether, national government altogether. All of these citizens, united, are forming a web, a great archipelago of power that allows us to bypass brokenness and monopolies of control. And our task now is to accelerate this work. Our task now is to bring more and more people into the fold of this work. That's why my organization, Citizen University, has undertaken a project now to create an everyman's curriculum in civic power. And this curriculum starts with this triad that I described earlier of values, systems, and skills. And what I'd like to do is to invite all of you to help create this curriculum with the stories and the experiences and the challenges that each of you lives and faces, to create something powerfully collective. And I want to invite you in particular to try a simple exercise drawn from the early frameworks of this curriculum. I want you to write a narrative from the future of your city. And you can date it, set it out 1 year from now, 5 years from now, a decade from now, a generation from now, and write it as a case study, looking back at the change that you wanted in your city, looking back at the cause that you were championing, and describing the ways that that change and that cause came, in fact, to succeed. Describe the values of your fellow citizens that you activated and the sense of moral purpose that you were able to stir. Recount all the different ways that you engage the systems of government, of the marketplace, of social institutions, of faith organizations, of the media. Catalog all the skills you had to deploy, how to negotiate, how to advocate, how to frame issues, how to navigate diversity and conflict. All those skills that enabled you to bring folks on board and to overcome resistance. What you'll be doing when you write that narrative is you'll be discovering how to read power, and in the process, how to write power. So share what you write, do what you write, and then share what you do.
I invite you to literally share the narratives that you create on our Facebook page for Citizen University. But even beyond that, it's in the conversations that we have today, all around the world, in the simultaneous gatherings that are happening on this topic at this moment, and to think about how we can become one another's teachers and students in power. If we do that, then together we can make civics sexy again. Together we can democratize democracy and make it safe again for amateurs. Together we can create a great network of cities that will be the most powerful collective laboratory for self-government this planet has ever seen. We live in an age of protest. On campuses, in public squares, on streets and social media, protesters around the world are challenging the status quo. Protests can thrust issues onto the national or global agenda. It can force out tyrants. It can activate people who have long been on the sidelines of civic life. But while protest is often necessary, is it sufficient? Consider the Arab Spring. All across the Middle East, citizen protesters were able to topple dictators. Afterwards, though, the vacuum was too often filled by the most militant and violent. Protest can generate lasting positive change when it's followed by an equally passionate effort to mobilize voters, to cast ballots, to understand government, and to make it more inclusive. So here are 3 core strategies for peacefully turning awareness into action and protest into durable political power. First, expand the frame of the possible. Second, choose a defining fight. And third, find an early win. Let's start with expanding the frame of the possible. How often have you heard, in response to a policy idea, "That's just never going to happen"? When you hear someone say that, they're trying to define the boundaries of your civic imagination. The powerful citizen works to push those boundaries outward, to ask, what if? What if it were possible? What if enough forms of power, people power, ideas, money, social norms, were aligned to make it happen? Simply asking that question, and not taking as given all the givens of conventional politics, is the first step in converting protest to power. But this requires concreteness about what it would look like to have, say, a radically smaller national government, or, by contrast, a big single-payer healthcare system. A way to hold corporations accountable for their misdeeds, or, instead, a way to free them from onerous regulations. This brings us to the second strategy, choosing a defining fight. All politics is about contrasts. Few of us think about civic life in the abstract. We think about things in relief compared to something else. Powerful citizens set the terms of that contrast. This doesn't mean being uncivil. It simply means thinking about a debate you want to have on your terms over an issue that captures the essence of the change you want. This is what the activists pushing for a $15 minimum wage in the US have done. They don't pretend that $15 by itself can fix inequality, but with this ambitious and contentious goal, which they achieved first in Seattle and then beyond, they have forced a bigger debate about economic justice and prosperity. They've expanded the frame of the possible, Strategy 1, and created a sharp, emblematic contrast, Strategy 2. The third key strategy, then, is to seek and achieve an early win. An early win, even if it's not as ambitious as the ultimate goal, creates momentum, which changes what people think is possible. The Solidarity movement, which organized workers in Cold War Poland, emerged just this way. First with local shipyard strikes in 1980 that forced concessions. Then, over the next decade, a nationwide effort that ultimately helped topple Poland's communist government. Getting early wins sets in motion a positive feedback loop, a contagion of belief and motivation. It requires pressuring policymakers, using the media to change narrative, making arguments in public, persuading skeptical neighbors one by one by one. None of this is as sexy as a protest, but this is the history of the US civil rights movement, of Indian independence, of Czech self-determination. Not the single sudden triumph, but the long, slow slog. You don't have to be anyone special to be part of this grind, to expand the frame of the possible, to pick a defining fight,
or to secure an early win. You just have to be a participant and to live like a citizen. The spirit of protest is powerful. So is showing up after the protest. You can be the co-creator of what comes next. Torej, to, poglejte, so neki pogledi, osnovna navodila, ki so zelo dobra, ampak v nekaterih okvirih so te zadeve za moj okus preživete. Jaz sem si ponovno zapisal 3 stvari tukaj, ki so bile v tem zadnjem delu videa povedane, se pravi, določiti okvir možnega, ne se omejevati. Ko smo mi določili, da bomo izstopili iz WHO pa iz United Nations, je marsikdo rekel, ja, saj to se pa ne da. Kaj se ne da? Zakaj se ne da? Če sem jaz lahko nekomu dal glas, ki v mojem imenu to lahko naredi, zakaj pa tega jaz ne bi mogel narediti sam ali pa naša skupnost? Drugič, izberi in določi boj. Mi smo točno definirali, kaj hočemo, ugotovili smo, da je naš društveni statut takšen, kot je, in da preprosto ne gre skupaj niti z United Nationsovim statutom, z agendo, ki jo sedaj pač opredeljujejo kot neko nujno in da nikogar ne bodo puščali za seboj. O ja, pa še kako bodo. Pa še kako bodo puščali za seboj ljudi. Ne? In da je to pogodba. Glejte, ko ti določiš boj, se greš pogajati. Tudi ko greš v službo, neumen je, kdor kar takoj sprejme plačo takšno, ki se mu je ponud. Ker vi ste veliko vredni. Vsak izmed nas je vreden toliko, kolikor se ceni. Ne? Treba se je izpogajati. Ne pa kar ubogati, tako kot smo navajeni. Kar se nam reče. Ja, zdaj pa odlok, pa boš to naredil. Počak, vstal konje. Prvič zakaj? Kje so razlogi? Kaj je vzrok? Mislim, ljudje so postali, a veste kako? Vsi smo občutili zadnja 4 leta, kaj se dogaja. Brez pogajanj, samo tiho, blok in naredi. In to je zdaj sodobna znanost. Nova religija, ubogat. Ne? In tretja točka, iskati in doseči zgodno zmago. Mi smo zgodno zmago naredili, mi smo si jo izborili in to je ključno. Jaz se spominjam nekega trenutka, 20 let nazaj, ja, v družini pri mojih sinovih, pa vam bom povedal primer. Večerjam za mizo in iz otroške sobe prideta starejši in mlajši sin, prideta k meni do mize, takrat so bile moderne tiste špenki-penk frizure, oba zrihtana, urejena, in prideta k meni do mize, pa rečeta, oči, ali lahko greva mi dva na rojstni dan k prijatelju? Pa jaz gledam, pa sem rekel, ja, a to sta se zdaj odločila, ali kako je? Ne, sva bila povabljena. Sem rekel, zakaj pa mi vidva tega prej nista povedala? Danes vaju ne bom pustil. Tako da nazaj v sobo. Predstavljajte si ta šok. Bila sta povabljena, rekla sta, da bosta prišla, in potem sta prišla k meni. In sta meni dala vso moč, da jaz odločim, ali gresta ali ne. In jaz sem rekel ne. Jaz sem se poigral, zato da sem jim dal lekcijo. Sem rekel ne, danes nikamor, v sobo, sporočite, da vaju ne bo. Oči, zakaj? Sem rekel preprosto, zato ker sta me vprašala, če lahko gresta. Prvič, kaj se s tem zgodi? Mene sta vprašala, name sta dala vso odgovornost, če se vam kaj zgodi, bom jaz odgovarjal, in ker sta mi dala to možnost, sem se jaz pač odločil ne. Pa ne rabim vam razlagati, ker sta me vprašala, oči, jo lahko grema, in jaz sem rekel ne. In vidva za mene za razlog nista vprašala. Moč države. Potem sem jima pa razložil in sem rekel, naslednjič, ko bosta prišla do mene in bosta rekla, oči, zmenjena sva, greva na rojsten dan, do 21. ure traja rojsten dan, 21:30 zvečer bova doma. Lepo bodi, dober tek. Jaz sem njima to pojasnil, potem čez pol ure, ker sta od šoka k sebi prišla, in fanta sta si za vse življenje zapomnila, da za vsako dejanje, za vsako odločitev, ki jo storita, odgovarjata sama. Mi smo pa v družbi navajeni vse spraševati, pa smo navajeni vse dovoljenja prositi, pa smo vse tako, nazadnje nam bo še nekdo mogel, ne vem, še, oprostite izrazu, še ta zadnja obrisati, pa še na usta nositi.
Pa dajte ljudje malo razmišljati, dajte malo sami kaj narediti, dajte odgovarjati za svoja dejanja. To so stvari, ki se pričakujejo od odraslega, odgovornega človeka. Zdaj, ta šola, ta lekcija je osamosvojila, moram reči, iz mojih sinov naredila, mislim, totalno preokretnico, ker sta se o tem pogovarjala in sta kompleten proces totalno tudi razumela. Pa smo se pa čez 10 let o tem pogovarjali, sta se oba smejala, ampak tisti nasmeh je bil zelo sladek, zato ker sta postala odrasla, odgovorna in vesta, da morata za vsako svoje dejanje odgovarjati. In tako sta postala samostojna. Z eno šahmat potezo, ki jo pa meni kot očetu ni bilo težko narediti, pa hkrati zelo težko. Eno in drugo. Ampak sem rekel, jaz moram eno lekcijo dati. In to je tako prišlo, veste, krtko. In gledajte, pravni okvir in učinki mirnih protestov ter civilne neposlušnosti v Sloveniji, ko smo že ravno tukaj. Veste, kaj je neposlušnost? Neposlušnost je naše odgovorno ravnanje. To je absolutna neposlušnost, ker jaz odgovarjam zase za svoja dejanja. In to lahko govorimo tudi v okviru učinkov mirnih protestov. No, naj vam povem, da bo malo bolj razumljivo. Pravni okvir, ki se ureja v Republiki Sloveniji, pravijo, da je narejen zato, da se ljudje lahko izražajo, izvajajo svoje pravice na miren način. Že to, ko meni nekdo reče, da jaz lahko svojo pravico izvajam na miren način, bi mu najrajši vršlus čez usta potegnil. Kaj pa ima on meni govor, da jasno predvideva že, da bom jaz razgrajal? Policijski me ustavi že predvideva, da bom jaz, ne vem, ko me legitimira, da sem zdaj kriminalc. Vse je v nekem predvidevanju. Ne, recimo imamo zakone in ustavo, ki določajo, kako se lahko organiziramo, kako lahko protesti potekajo, vse je v podzakonskih aktih nekje določeno, vse je v podzakonskih aktih napisano, rečeno, kaj smejo udeleženci početi, česa ne smejo, med covidom še sendviča nisi smel pojesti, kako lahko ukrepa policija. Skratka, počakajte malo, a zdaj smo prišli že tako daleč. Če pride slučajno do kakršnih koli težav, je treba protest prijaviti. Po ustavi ga ni treba prijaviti. Ljudje to prijavljajo iz navade. Veste, kdo mora protest prijaviti? Ne državljani kot državljani, ampak državni uslužbenci morajo protest prijaviti, ker za njih zakon velja. Mi za svoje pravice lahko protestiramo direkt, ker je to naša pravica in mi te ljudi plačujemo. In če ne delajo v redu, jim je treba dati vedeti, ne delate v redu tega in tega. To je naša pravica. Ampak seveda z neko kulturo. Zato, ker si ti tipi potem zapomnijo, če ne bomo delali tako, se bo pa zgodilo to. In ni hujšega kot javna sramota nekoga, ki je koruptiven, ki dela nepošteno in tako naprej. To so hude stvari. Mirni protesti lahko spodbujajo tudi družbeni dialog, lahko probaš seveda najprej pisno, na miren način, inteligentno. Če ni efekta, je treba potem pač neko zadevo aktualno v akciji narediti. V strukturah, da se spremeni zakonodaja ali da se jo razveljavi, kakorkoli družben dogovor, zmeri se je treba pogajati. In protesti so najgrša, najbolj groba oblika pogajanja ljudi z državo. Žal jih ljudje ne izvajamo, izvajajo jih državni uslužbenci proti državi, ker so nezadovoljni, kako država že sama z njimi ravna. Kaj šele z nami, ki sploh nismo v njihovi službi, ampak jih plačujemo, kaj vse se nam dogaja. Kadar gre za en mirni protest, je lahko to tudi simbolni pomen, lahko je nek znak, nek slogan, kot smo slišali. Veliko je raznih stvari. To je točka 1. Točka 2. Ustavne določbe in zakonodaja, to smo že rekli v ustavnem členu, so omejitve in pa seveda tudi odgovornosti pri izvajanju teh pravic. Omejitve so te, da to naredimo na kulturen način in da se ne dovolimo strani države, policije, represivnih organov, da si ne dovolimo vzeti svoje suverenosti, ko protestiramo, ko smo na shodu, ko vemo, za kakšno pravico nam gre. Ja? V tem delu so ustavne določbe jasne, zakonodaja tudi, in 42. člen je jasen in seveda tudi pravica do zborovanja, 39. člen varstvo podatkov, a veste, če imate varstvo podatkov, vas nima pravice nihče legitimirati na ulici, tudi če to gre za zborovanje.
Tako da en kup stvari se dogaja. Jaz bi nekako mal nocoj to skrajšal, vprašal zdaj še vas za mnenje, kaj pa vi menite. Ker gledajte, če se spomnite, skozi 4 leta smo mi na en drug način protestirali. Ne? Mi smo protestirali dejansko z neposlušnostjo, z dokumenti, ko smo imeli potovalno listino, potem smo imeli akreditacije, potem smo imeli članske izkaznice, potem smo imeli seveda pritožbe na razne stvari za otroke v šoli, ki so jim maske natikali, zdravstvene ustanove, ki so hoteli, trgovine, nisi mogel stopiti, če nisi bil cepljen. Da ne naštevam, koliko stvari je, to je bilo vse neustavno, to je vse izmišljeno. To je bil največji test na svetu in so ga pripravljali 60-70 let. Blagor vam in nam, da smo to razumeli, dojeli in imeli moč se postaviti proti temu, za kakršnokoli ceno. Glejte, kaj vse so nam v društvu delali, jaz sploh več ne štejem, pa še vedno. Ne? Poskušajo. Ne? Tako da, to so stvari, zdaj pa, glede na vse povedano, dajem vam besedo in vas prosim za vaše mnenje, kaj bi lahko še na kakšen način inovativen, recimo, poleg že znanih protestov, mirnih, se spomnite, so bili tudi agresivni protesti, ker država predvidevala, da bodo ljudje ne vem kaj počeli, pa so kar z bombam prišli dimnimi, pa z ne vem čem, ljudje so pa tam mirno protestirali. Ali pa pridejo, dajo svojo skupino in naredijo namerno nered, samo zato, da lahko na neko silo zadušijo stvari. Tako da, gledajte, je pa seveda rezultat protestov vedno opazen in nekdo se mora zagovarjati. Ali se zagovarja politik, ali pa tisti, ki je naredil nered, če mu to podtaknejo. Dober večer. Dober večer. A boš ti kaj povedala? Ne, jaz bi dala kar prednost najprej našim članom. Ja, prosim, evo, mikrofon je odprt. Dajte malo sodelovati, povedati, kako se vam zdi tole aktivno državljanstvo, pa vse to, kar smo poslušali danes, je kakšna nova ideja. Se vas je kaj dotaknil? Ker težka tema danes. Moramo se spoprijazniti pa spoprijeti z novimi stvarmi, ki jih do zdaj nismo počeli. Čas je takšen, da treba se zase postaviti in tega nismo glih vajeni. Mi smo bili navajeni živeti za družino in tako, zdaj se moramo pa za življenje, pa za svojo pravico, ki je čist povsem logična, 2024 boriti za take stvari, mislim, ki so o njih obravnavali leta 45, 46, 48, ne. Zdaj smo pa 2024, mislim, žalostno. No, glede na to, da nihče ne želi še nič povedati, mogoče bi jaz mečkan to poslušnost definirala, ne? Komu biti poslušan? Veliko imamo navodil, nasvetov, spodbud, predavanj, shodov, knjig, nasvetov, šol, predavanj, delavnic. In komu res prisluhan? Kaj je tisto, kar bo za nas najboljše? In ljubezen do svojega življenja. In če smo poslušni življenju, potem bojo res shodi, še bodo shodi mirni, prijazni, vendar odločni. Mi se nismo nič upirali v društvu, z nobeno agresijo, z nobeno vojno nismo šli proti njim. Šli smo pa res z argumenti, z ljubeznijo, z besedo, resnico in zato smo tudi obstali. In nihče nam nič ni mogel, ker nismo kršili ne ustave, ne zakonov zemlje, ker nismo bili v narekovaju nasilni, ampak smo poznali tisto voljo, ki se reče spoštovanje življenja, spoštovanje človekovih pravic, ne nasilje do nas samih. Ker to, da ti nekdo dirigira, da moraš dati masko na nos in vsak je vedel, da ni mogel dihati. In da ta maska ni nikogar zaščitila, to se je vedel, vendar so bili nekateri pač poslušni tistim, ki so škodovali s svojimi zakoni in zahtevami in uredbami. Človek pa mora poslušati tudi svoje srce in svojo modrost.
Zakaj bi poslušal nekoga, ki ti škoduje s svojim nasvetom? Zakaj bi ne dihal 8 ur na dan, če si nekje v službi in dihal CO2, če pa moramo dihati kisik? Le zakaj? Zakaj bi si dajal v telo nekaj, kar nihče ni vedel, kaj je noter, še zdravniki niso vedeli. In treba je biti moder. To je naše telo in naše življenje in moramo skrbeti za sebe na prvem mestu. In normalno je, da smo mi v društvu bili proti cepljenju, ker je bilo to nasilje nad telesom, nad našo svobodno voljo. Mi nismo bili nasilni do vlade, mi smo samo sebe ščitali. In imamo pravico sebe ščitati. Celo odgovornost imamo. Ker če delamo karkoli proti sebi, recimo, če en kakšne 2 dni ne spimo, je naše telo utrujeno. Če se ga napijemo, 2 dni imamo mačka, pravijo. In se ne počutiš dobro. Če ješ nekaj takega, kar ni v redu, telo ali bruha, ali ima kakšno čiščenje močnejše, kadar kršimo naravne zakone, telo nam pove, telo reče ne. In to moramo upoštevati. Poslušati svojo modrost. In tle se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo, koga moramo poslušati. Oblasti, ki delajo za denar, pa za depopulacijo, ali poslušati zakone življenja, ki spodbujajo življenje, ki spodbujajo mir med nami, skupnosti, ljubezen, sprave. Koga bomo poslušali? In če je kakršenkoli zakon, ki krši te naše moralne, integritetne spoznanja, potem imamo pravico reči ne, ampak na miren način, z nasmehom na obrazu. Ne z nasiljem, ne z jezo, ker jeza rodi jezo, vojna rodi vojno. Mi pa imamo Društvo za srečno življenje in lahko z nasmehom, z radostjo povemo, da spoštujemo naravne zakone, zakone, ki so v skladu z matematično logiko, da spoštujemo naš statutni 9. člen, prvo alinejo, da imamo ljubezen na prvem mestu in to je to. In ustava tega ne prepoveduje. Tako je. In to je to. Na to bi jaz danes mogoče omenila. Zelo fajn temo si začela, namreč jaz sem danes popoldan, veste, dragi ljudje, sem dobil pismo, marčevsko pismo evropskega državljana, Citizen, to, o čemer pogovarjamo se zdaj. Čakajte, vam ga bom pokazal. Dajte, se vidi, ne, upam, da se vidi. European Citizen, a ne, zdaj to, gledajte, je priletelo v moj predal ob 15:40 danes popoldan in jaz sem to gledam, kaj sem to dobil, ne vem, kje so to moj mail dobil, skratka, zanimivo je. In zdaj tukaj pravijo, kaj bodo vse delali z evropskimi meščani, državljani, iniciative, potem, gledajte, Vegan Meals, Ensuring Digital, Dignified Reception of the Migrants in Europe, spet o migrantih in potem so še druge stvari, evropska, skratka, ti ljudje delajo, ampak kaj je problem, kje jaz vidim tukaj problem? Jaz dobim časopis in gledam ljudi, jaz pa nikoli v to nisem vključen, jaz še v Bruslu nisem bil, ne. In tudi na občino nisem nikoli povabljen, tudi v nobeno skupnost, v noben NVO nisem povabljen, ker se dogaja to samo v okviru agende. Namreč, ko sem, veste, kaj me je znerviralo tale cajtink me je toliko znerviral, da sem potem šel tukaj, ker sem videl neka slovenska imena, sem šel pa malo iskat, vidim tle naprej, ambasador organizacije, tako in tu vidim, evo, Grega Donša, Head of European Energy Center, Pomorje, Slovenija, se rečem, pa moja Kamila, dobro, fajn, ne, da to meni pošljajo in je super. Potem sem malo poklikal in kaj sem ugotovil, kaj se dogaja v našem mestu in jaz tega res nisem vedel. Zanima me, ali je kdo od vas vedel. Bom zdajle tole prekinil, stop sharing in vam bom pokazal še en share, ki sem ga pripravil. Tole, lejte, sem našel, potem na podlagi tega, kar sem vam zdaj kazal, ko sem poklikal, ne,
sem našel potem tole, seveda, delavnica za prijavitelje, kultura, kroženje evropskih literarnih del. Zdaj je to krožno gospodarstvo strašno popularno, pomembno in tako naprej. Glejte, in vse piše brezplačno, a ne? Vstopnina brezplačno, potem od spodaj pa razpis, pa finance. Ja? Veste, kako so bile brezplačne injekcije? Ali kdo pozna Motovila spletno stran? Če kdo pozna, ki je nocoj z nami, naj reče ja. Jaz sem nocoj prvič za to stran slišal. Kreativna Evropa 21-27, vse je sponzorirano, boste videli, tako da to kroženje evropskih literarnih del še zdaleč ni zastonj. Dalje. Sem šel gledati, kaj je zdaj najbolj aktualno in piše, aktualno, se pravi, ponuja sredstva in potem funding, piše v angleščini, in ko greste naprej razvijati, vidite, da je najprej brezplačno, potem pa govori o financah naprej. Se pravi, vse je brezplačno, pa vse je na finance vezano, tako fuzlajo zdaj te mlade. Prijava na delavnici brezplačna, pol te malo inkorporirajo, te navdušijo in rečejo, mi ti damo denar, ti pa potem deli in potem moraš delati, kot ti rečejo. In enega, počas, leti, tako se to širi, zato je stanje takšno, kot je. Poglejte, to je tukaj, kje bo delavnica, a ne? To je locirano, sred Ljubljane, vidite. Kdo to podpira? Evropska unija, Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in gospod Janković, jaz o tem ne vem nič. Jaz sem prvič danes slišal za to spletno stran. Motovila. In sem šel pogledati njihove programe. Poglejte, dan evropskih avtorjev, potem prispevajte najboljšo izvirno skladbo za film in spet financiranje. Pa v glavnem financiranje priložnosti kulturnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi, potem forum za mobilnost. In sem šel malo naprej. Financiranje, aktualno financiranje, samo to, kar je Viljana lepo povedala danes, samo skozi denar in mlade navajajo, da v bistvu dobijo vse sponzorirano, plačano. Ljudje niso navajeni več zaslužiti in svoj talent unovčiti tako, da ko daš ti svojo energijo, svoj zaslužen denar in si recimo nekaj kupiš, ne, ampak vzameš kredit ali pa dobiš še evropska sredstva in potem v okviru tega delaš. Ti si sužen. To je aktualno. Financiranje, 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 financiranje. Če gremo naprej, bi rad postal kinooperater, te financiramo. Ne moreš sam kreativno ustvarjati. Perform Evropa za uprizoritev umetnosti, umetnost, financirajo. Ne moreš sam nič umetniškega več delati, ker si vse vezan. Bliža se rok za prijavo za razpis za rezidenco EFFEA, ne vem. Meni je to čist nov svet, ki sem ga danes odkril, pa to ni samo eden, veste, koliko je tega. In spet financiranje aktualno. Ok, da ne bom tukaj jaz, kar se tega tiče predolg, hočem povedati, danes gre vse na evropska sredstva. Danes je popularno, da Evropa da denar in vladi in županom in mestom in potem zahteva, da se dela tako, kot oni to rečejo. Zdaj, koliko je teh ljudi, ki resnično to hočejo in koliko ljudi, ki s tem denarjem operirajo, ali kdo to ve, ali so kje te številke objavljene? Kdo dobi denar, kam gre denar, kam ga vlagajo? Koliko evropskih sredstev so za ta rok dobili, da se zdaj tlele vsak teden ljudje dobivajo, ne vem, poleg tega, pa če hoče pa nekdo, ki je samostojen umetnik nekaj narediti. A se ti spomniš, koliko je bila najem dvorane v Rogu, ko je naša akademska kiparka in slikarka hotela imeti predstavo, dol je bilo celo, da si mogel plačati. Namreč, če nisi ti član Roga in ne plačuješ letne, počakajte, županom, kot umetnik, letne nekaj članarine, moraš potem, če hočeš do prostora prideti, kjer bi imel razstavo, ne vem, kakšno enormno vso to plača, da sploh noter prideš. Plačuješ, lahko pa mesečno, ampak nikoli ne razstavljaš. Važno je, da si član in da plačuješ, pa če imaš ali pa če nimaš. To je sistem Evrope, oprostite. Ljudje tega preprosto več ne vidijo iz vsega tega omota, kar se dogaja. Tako je, ne? Pri teh razpisih moraš točno povedati, kaj boš delal, kakšne projekte bi rad predal ljudem in če ustrežeš njihovim kriterijem, potem te sprejmejo, drugače te pa zavrnejo in tudi
Če ustrežeš, imajo res 100% kontrolo, kako si ta denar tudi investiral. Tako da tudi tako na zunaj se res vidi lepo, da podpirajo mlade, vse, vendar prideti k koritu je pa za res ta prave kreativce nemogoče. Nemogoče za svobodnjake. No. Moram reči, ja. Nimam nobenih izkušenj s tem. No, jaz imam nekaj izkušenj, pa Nula, tudi precej sem res, že ne. slišala. Ja. Tisti, ki dobijo denarna sredstva, jih morajo vrniti, če ni tako, kot so se zmenili, so kar težki pogoji. Tako da ni tako enostavno. Vidi se, sliši se dobro, ampak v resnici si pa sužen. Si sužen tistemu, ki daje denar. In moraš delati po njihovih pravilih, ne po tistih notranjih, ki ti duša zapoje ali pa ki si začutiš, da bi res nekaj naredil v dobrobit vseh ljudi. Danes sva se z Borisom po telefonu, mislim, da ravno točno o tej temi pogovarjala, kako so ljudje odvisni od teh plač, kako so recimo 30-40 let v sistemu in sploh ne ve več, da je v agendi, ker je to del programa izobraževalnega, ker ljudje, otroci, študentje s tem rastejo, 6 let se izobražujejo in misli, da je tako prav. In ravno ta razvlečenost, ta zamegljenost, razvodeni tisto logiko in tisto razumnost in kreativnost. Ja, zaradi tega. Ubije ti kreativnost, ker moraš delati tako, kot drugi želijo. Ne moreš delati po navdihu. Recimo, primer, vsi poznamo Noetov potop. On je imel notranji uvid, da mora ladjo graditi. Vsi so se norce iz njega delati. Pa kaj gradiš ladjo? Pa zakaj jo gradiš? Pa se je vse super, ne? Ampak on je čutil, vedel je, imel je notranje razodetje, da mora zaščititi svojo družino in je bil poslušen svojemu notranjemu glasu, je naredil ladjo in samo dejansko, ko je prišla po vodam, ko je prišel potop, on je bil s svojo družino in z vsem tistimi živalmi in z vsemi semeni je dejansko preživel. Hočem to povedati, človek se mora obračati na svojo modrost. Ne vse, kar ti od zunaj ponudijo, ni potrebno vzeti. Dobro je imeti stik z svojo višjo modrostjo, svojim Bogom, lahko temu rečemo, in kdor to posluša, mu je marsikaj prihranjeno. Marsikaj. Če bi ljudje ne bi poslušali časopisov, televizijskih oddaj, ukazov, se marsikdo ne bi cepil. Ampak so poslušali, slišali so, da se morajo cepiti, da morajo svojim staršem pomagati, da morajo za otroke to narediti, da morajo za sosede to narediti. Za babico. Za babico, za psa, za ne vem, za rožico. In ljudje so se obračali na ven. Strah jih je bilo. In če vlada uspe prebuditi strah v ljudeh, potem bojo ljudje iz strahu vse sorte naredili. In strah, pa nevidni virus, ki ga nikjer ni bilo videti, pa še zdravniki so to priporočali in so uspeli ogromno ljudi prepričati, da je cepljenje edina rešitev. Pa ni bila edina rešitev. Naše društvo je dokazalo, da so še druge rešitve. Tukaj recimo o tej civilni neposlušnosti, ravno o tem teče nocojšnja beseda, mirno izražanje, nestrinjanja, mi smo to z dokumenti naredili. Ja, mi smo bili mirni. Zagotovo ena oblika izražanja, ki je recimo po moji oceni je bilo namerno kršenje trenutnih tistih odlokov, ki pa niso bili zakon. Ker smo to v društvu vedeli, da odlok ni zakon in da če prestopiš ta odlok, ki nima zakonske podlage, ni kršitve. Mi smo navedli pa vse zakone. Zdaj skušajo to nekako popraviti s spremembami zakonodaje in zdaj na veliko v ozadju spreminjajo vse možne zakone, ampak zavedite se nekaj. Vsak zakon, ki je spremenjen na agendo, je ničen. Seveda zaradi tega, ker ni družbenega konsenza. Pri družbenem konsenzu smo pa zadnjič ugotovili, če ga delajo tako na hitro, da ni glasa ljudi. In če zakon nima glasa ljudi, pomeni, da v družbi ni sprejet, se ga nismo dolžni drzniti. Tukaj gre za zakonito civilno neposlušnost določenih političnih odločitev,
ki imajo na nas vse vpliv, in ta vpliv, temu se moramo seveda upreti na pravni način. Temu se reče civilna neposlušnost. Seveda se lahko tiče, recimo, pride do posledic. Civilna neposlušnost lahko prinese, a veste kaj, do kazenskega pregona ali sankcij strani oblasti, ali pa te, ne vem, zaprejo, ali pa vse sorte delajo. Je treba pač biti pripravljen na pravne posledice, denarne kazni, zaporne kazni, druge oblike v skladu z veljavno zakonodajo, ki se potem izkaže, da je na podlagi neveljavne zakonodaje bilo to, ampak to je cel proces. Koliko je treba žrtvovati zaradi tega, ker si nekdo želi oblasti, je žalostno, in s tem bi jaz nekako nocoj, bi rekel, zaključil vsem tistim, ki pa bodo poslušali in boste poslušali kasneje, vam pa izprašam vest in si rečem, kaj imate od tega. Da vnašate kaos v družbo, na podlagi kaosa rečete, zdaj pa mi potrebujemo nov zakon, da nam pošljete emigrante, pa rečete, zdaj pa rabimo kamere, pa prisluškovalne naprave, ker bomo vas ščitili. Zakaj rabi država sporedno varnost internetno in svoje serverje, svojo internetno varnost, in v to internetno varnost hoče državljane noter vključiti? In ta internetna varnost je kao nezlomljiva, zato da nihče ne bi mogel noter, ker če bi kdo prišel not, bi lahko z vsemi kamerami upravljal, bi lahko vse poslušal, bi lahko vse. Predstavljajte si, kaj država počne. Sporedni svet vpeljuje, sporedni svet. In zdaj hoče vso civilno družbo, ves poslovni svet, vsa mala podjetja, preko reklamic, varnost, varnost, varnost. Zdaj si vi zamislite, Telekom Slovenije pa vsi ti operaterji ponujajo nove telefone z umetno inteligenco, ki je že noter ugrajeno. A veste, v teh aparatih je že državna varnost ugrajena noter, kakor država hoče. Lepo počasi nas kuhajo in pečejo skozi to. Hladilnik, ki ga ne boste mogli več kupiti novega, ampak bojo rekli, da ga morate popravljati, ko bo imel noter kamero, senzore, to oni bodo vedeli, kaj ješ, koliko poješ, vse. Grozna stvar. Predstavljajte si, da ti nekdo v hladilnik gleda, pa v poslu, pa v spalnicu, pa vse to, kar imajo na načrt, ne. Termostati so že, voda je že, elektrika je že, vse je naštevc, koliko pokuriš, ki je si, ki je živiš, kdo je prijavljen. Mislim, dajmo se malo zamisliti, ni vse tako normalno, kot zgleda, ampak čist na vrvici. No, in je treba pametno protestirati, stopiti skupaj in povedati dovolj. Tukaj je pa zdaj meja, tle pa zdaj črta. Če dovoliš to besedo protestirati, je nekaj, da se upiraš. Mi moramo delovati iz svojega spoznanja, iz svoje ljubezni in na pravi način, na miroljuben, na ljubezniv način povedati, kaj je resnica, kaj je naš cilj. Kaj pa, če ne razume tega? Razumejo, to, kar razumejo. Slej, ko prej razumejo. Okay. Ker če bomo na en način, v narekovaju, z njihovo energijo šli na njih, potem je vojna, je upor. Z ljubeznijo smo pa zaščiteni. Jaz osebno predlagam, ker smo Društvo za srečno življenje, na smeh na obraz, pa povedati, da spoštujete naravne zakone, matematično logiko in pa ustavo, in da želite, da tudi vsi tisti zakoni, če se spreminjajo, če so v skladu z ustavo, z človekovimi naravnimi zakoni, bomo tudi seveda mi spoštovali. Ne bomo kradali, ne bomo to delali, ne bomo lagali, ne bomo tega delali. Želimo pa živeti, čisti zrak, čista voda, lepi medsebojni odnosi in da podprejo življenje v Sloveniji, naše življenje, naše otroke, naše domove. In ko bo vlada to delala, da bo za državljane zelo lepo skrbela in da jih bo dala res na prvo mesto, potem ne bo nobenega protesta, ne nobenega nezadovoljstva. Potem bo dobesedno mir in raj in zadovoljstvo med nami. In to je tudi cilj Društva za srečno življenje Belis, da se ustvarijo čudoviti pogoji za naše otroke, za naše vnuke, pa ne nazadnje tudi za nas, saj mi tudi radi živimo, a ne? Tako, jaz bi to danes dodala. Ja, jaz nimam tle kaj dodati, bom zaključil. Razen, dajte še vi kaj povedati, prosim, še ima kdo kaj dajte kaj povedati na vse to. A ima kak smisel sploh še kaj ugovarjati, ali se kar vdamo v usodo, pa rečemo? Ne bomo se vdali. Pa, jaz sem vprašal, ti si že govorila. Ne, se vem, ampak ne, naši člani so čudoviti, oni so čudoviti. Jaz bi kar, dober večer.
Jaz se na nek način borim oziroma skušam živeti po svoje, poslušati sebe predvsem, svoj notranji glas in početi stvari tako, kot pač presojam, da so mi prav, da so ustrezne in da na nek način živimo v svoji svobodi, no. Mi je pa všeč tole, za kar sicer mislim, da še nismo zreli, kot je rekla Eveljana prej, da je težka tematika, ampak meni je vseeno všeč zato, ker se izobražujemo, ker smo potrebni izobraževanja in jaz na vseh teh pogovorih ali pač predavanjih, kakor imamo, slišim veliko novega, pa dodatnega ali pa dobim kakšne potrditve za svoje razmišljanja, tako da absolutno se mi zdi to zelo koristno in upam, da bo šlo še naprej, no. Hvala za dosedanji trud. No, hvala lepa, ja. Boris, Ja, oblast ima ljudstvo, ne vlada. Tako. In počasi bomo ugotovili, da je demokracija trojanski konj po vseh sistemih prejšnjega stoletja, ker imaš pluralnost in več glasov in gor in dol in več strankarski sistem, ne. In v glavnem imaš pa kaj? Leve, desne, ne? Se pravi, imaš kler, pa imaš komunajzarje. In kler predstavlja Janša, komunajzar je pa, ne vem, kdo je zdaj, ali je Kučan, ali je Una Baba, ali je zdaj Janković, se ni važno. In tukaj je folk razdeljen. In on ima politične stranke, ne pa svojega glasa. In dati politični stranki, kot je Ježek pel, ja. pač tisti svoj glas v eno škrinco, ali kaj že, kako že gre tisto. Moram prav najti, ker je v redu. In to je folk razdeljen. In dokaj je folk razdeljen, on gleda, kaj je njegova politična stranka, opcija, cerkev ali pa tisti golaž partizanski bo rekel in nima svoje pameti. In nima svoje pameti. In mi ne rabimo političnih strank. Mi rabimo nekoga, ki mu rekel, tebe bomo kaj redati, zato ker si sposoben, ker znaš to, pa znaš pa znaš tist, pa znaš zrihtati, pa znaš organizirati in nas boš predstavljal. Ne pa, da si ti v neki rdeči ali pa zeleni ali pa rumeni ali pa modro-plavi stranki, ne, in mi zate glasujemo, zato ker je Fajmoš tako rekel, ali pa zato ker je in rekel, ki je poznal unga, ki je bil v partizanih, pa ne vem, kva še se pa. Mislim, kaj se mi gremo, ne. Mi smo razdeljeni v glavi in razdeljeni smo tudi v življenju in fizično in ne moramo nič skupaj sestaviti. Če gremo pa na protest, ti bojo pa eni in drugi, to smo videli pri covidu, sodelovala je cerkev, sodelovali so komunajzari, sodelovali so vsi v cepljenju in na nagovarjanju in zavajanju ljudi. No, in če boš šel ti na proteste, še tako mirne, še ne vem, kakšni lotus pozi, pa ne vem, kaj še vse, ti bojo poslali noter infiltrirane provokatorje in ti bojo naredili srajne in policija bo tebe, bom kar rekel, prefukala, one bojo pa zaščitila. In to se je dogajalo, jaz sem dvoje čevlje na teh protestih od leta 2012 nekje do 2019 znucil in sem vse to videl. Koliko je pa toliko glup, ne, pa razdeljen, da tega ne šteka in tudi COVID ga še ni ustrezno in tudi danes še niso. Zato so pa politične stranke, pa folk, ki je zaljubljen ali v cerkev ali pa v tisto, ali pa v partizane, ali kaj se. Karkoli se že grejo, no. Vidim, da so te dve struje, ne. V Ameriki je pa malo obrnjeno, ne. Res je. Ampak je zgodba, ne. To si zelo prav povedal, ja, ker to, da ti ponudijo, a boš rdečo ali plavo pilulo, v bistvu sta pa ena in druga, ne. Ti sploh nimaš... Dok narod ne bo šel čez to, A veš, čez ja. te požarne zidove, pa čez te mentalne Dualizem, ja, dualizem, bravo, ja. Ali, sem dve stvari, ni tretje, ne. Ni tretje možnosti. Ne bo razmišljal svojo glavo, ampak zmer bo imel nekega gospodarja, zmer bo nekdo nad njim, zmer bo nekdo, ki bo namesto njega razmišljal, on bo pa sam za njim ponavljal in bo mislil, da gre, ne vem kam, da bo šel. Ali da bo imel denar, ali pa da bo šel v nebesa, no, spet ste dve opcije, ne. Dok ne bo razmišljal svoje glave, dok si ne bo razširil spoznanje, dok se ne bo nehal bati drugega mnenja, pa začel raziskovati izven te svoje škatle, kjerkoli že je, da je vse klobasa, lahko se mi pogovarjamo. Problem, ki ga jaz vidim v današnji družbi je, če si sam, si nemočan. Če si v družini, je že malo drugače. Če si čist sam, če si
v družini pa, da se razumejo, v družini 3, 4, 5, 6 članov, pa potem še familija, super. Ampak tudi te familije, ki so bile, če gledaš mafija in vse to, te družinske stvari, to je spet malo drugače. Kako uveljaviti mimo te politike, ki se je v zadnjih od leta 1948 naprej, ko se je začel ta VF, pa United Nations, pa vse to, ko so to naklepno naredili, ne? Ko se je kar ta pijavka zarastla v vse države, pa s tem članstvom, pa s temi njihovimi zavezami, pa to, kar smo tudi zadnjič govorili, oni se kar zavezujejo, mimo tega, kar so ljudem obljubili, mimo tega, kar je po ustavi, ki dajo svojo prisego, da bodo služili ustavi, zakonu in ljudem, služijo, razumeš, eni zavezi, ki jo dajo tam VF, pa United Nations, ne. Kako je možno, da je prišlo do tega, da se dela tako mimo oblasti, mimo oblastnikov, mimo zakona in nihče ne more nič narediti? Ali so res povsod v vseh teh letih uspeli infiltrirati ljudi, ali je to ena siva oblast, ena siva cona, ki je mi ne vidimo in se trudno, razumeš, in tudi tako, kot si ti rekel, to levo, desno, gor, dol, črni, plavi, rdeči, vse en, ne? 6000 let. Ja. Julijane prej omenila po potopu. Ja. Je dejansko zgodilo. In takrat so to začeli početi. In kdo to? In za čem so se skrili? Ja, točno za to cerkvijo, pa za temi skrivami. Za Biblijo, ja. Ljudje, ki so hteli Bibliji, so čisto. Tako je, ja. Jaz dosti objavljam na Telegramu okrog tega, se je že to povedan, da je že kar malo sramotno, da ne grejo ljudje to pa preverjati. Kaj je res, kaj ni res. Dokler dobijo plačan, dokler jim je lepo, dokler se ga ne dotakne v življenju, da ga ne speče, ne udari, toliko časa ne. Poglej samo razliko, ne. Jaz povem 2020-2021, kaj se je dogajalo v društvu Belis, ne, kako je bilo, ko so bili ljudje v stiski in potem tle seveda mi smo to stalka, 27 let sva mi dajala to peku skozi, no pač. Nisva zdržala in ni preživela, ne, sploh ne razumeš, ne, si utrjena, ne, ampak vse z ljubeznijo, tako kot si ti lepo rekla prej. Ljudje, ki so pa živeli tako, kot živijo, ne, še danes, to je pa velik problem in ti, Boris, si to krasen povedal, ne, te stvari si grejo iz roda v rod. Vse, če pogledate, ne, oni se kar med seboj Rockefellerji razmnožujejo kar familiarno, da ja ne bi kakšno bogatstvo, kakšen evro, kar vse skozi denar gledajo. Politiki delajo, kar delajo, ne bom proti nobenemu nič rekel, ker žal mi je, da so se za ta poklic, za ta glas, za to delo odločili, če se jim zdi, da to ni v redu. Marsikdo je sicer v redu noter, ampak ne more narediti nič zaradi tega, ker je okoli njega vse črno. Je treba pač včasih narediti korak nazaj, izstopiti, pogledati stvari, da vidiš ne samo v gozdu debla, ampak da cel gozd zagledaš in potem ločiš malo stvari, lahko sortiraš in rečeš, to je to, a ne, to je smreka, to je javor, to je breza in tako naprej. In potem se stvari vejo. Še kdo? Povejte ljudje, malo. Borut, si še z nami? Ja, še, ja. Dej, ti si tle zelo... Ja, jaz sem dal kar težke resnice čez zdajle v času koronske krize, ne. To je to, ne, ko to na svoje košanke daš, tako ki je Vijana rekla, boriti se zase je zelo, zelo težko danes v današnjem sistemu te naše gnile, zavožene države oziroma teh politikov, ne. Lej, jaz sem v redno službo v Savi, ne, in ker sem se vračal iz Malce, sem bil čisto sam, nobenega okoli, da bi ga okužil, da bi ga dal. In se me je ta varnostnik oziroma ta naš, kaj je to česmu, ne, jaz mu pravim satanist, ne, lotil, stopil do mene in rekel, masko daj gor. Sem rekel, zakaj bi masko gor dajal, če grem po svežemu zraku, svež zrak lahko diham. In rekel sem ti masko daj gor. Sem mu rekel, pa pička ti materna, pa daj spel se mi, ti už meni govoril, kdaj bom jaz masko gor dajal. Ukaz, ja, ukaz. In to je bil satanist David Preša in teh mu jaz ne bom ostal dolžen.
čeprav smo imeli to na sodišču 4 obravnave, 4 naroke, je sodnica potegnila vse z njimi, kao da so ravnali zakonito in tako, kaj treba. Tisti trenutek nisem dal maske gor, je priletel varnostnik, ga je klical, kao, da je on ogrožen. Je rekel, masko dajte gor. Sem rekel, če sem v zunaj, sam grem iz malce po dvorišču. Noben ga ne oviram, zakaj bi masko gor dajal. Tak je zakon. Sem rekel, ne, ni tak zakon. To ste se ga vi zmislili, satanisti. To so res satanisti, ne? In kaj je bilo? Prišla je kadrovnica, sem mogel takoj zapustiti delovno mesto in sem dobil odpoved iz teh razlogov, ki so bili, ne? In pa smo se to jahali, nekaj sem dobil tudi tega denarja, ki sem tožil. Ampak bom rekel tako, ne, tako ki je Vijana rekla, ja, boriš se za svoje pravice. Kje je bil narod, kje so bili delavci, da bi stopili na mojo stran, ki so videli, da se meni krivica dela. In sem jim rekel, danes sem jaz na vrst, jutri ste vi. Od tega je minil zdajle 3 leta. Firma propada, obrat po obratu, zaradi tega gnilga satanističnega vodstva. Jaz sem dobil boljšo službo in hvala Bogu, danes lahko rečem, sem še bolj močen, sem zaveznik, sem borc in bom tudi tako stal. In to, kar je pri nas, ki se dogaja, oblast, sami komunajzari, ki so samo za predsteno pa za pobico. Ja, kruto. Kaj jaz gledam? Kaj je Jelinčič rekel? Narod je glup in so po njemu planili, ampak on je vedel, zakaj je rekel, narod je glup. To je počasno kuhanje žabe. In mi, narod, jaz sem govoril vedno, ko bo narod stopil skupaj, ko bo ustal, bo njihove igre konc. Samo to je. In kaj gledam ustavo, dobesedno, sam še to mi gre na bruhanje, prisega po 104. členu, prisega predsednika republike. V času, ko je to potekalo, prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije, da bom spoštoval ustavni red. Kje pa danes kaj ustava velja? Kjerkoli ustavo se to, koliko si že govoril, pa vsi, se je anketne ne upošteva. Zakaj? Zato, ko so te, tako, ko sem na začetku rekel, vodilni, ne pismeni. Samo to je. Prvič to, ampak en ustavni sodnik, se ga danes spomnim, pa tega je zdaj 15 let nazaj, je rekel sledeče, ustavni sodnik. Če bi politiki lahko, bi ustavo skurili na grmadi, ker to je še edina bremza, ki jih vleče nazaj. Problem je samo v tem, da ustave ne moreš dobiti, da jo težko kupiš, ker jo samo po 300 izvodov tiskajo in je to potem niti ni obvezno čtivo, niti se je v šoli ne naučijo, ni izobrazbe. Ne, ker če bi se jo v šoli začeli, narod rahel prepameten in bi jih že zdavnej pojebali po domače rečen, to golazen satanistično. In oni se zato delajo po celemu svet, da se filajo z našo energijo pa nič drugega. Mi smo pa take budale skupinsko, da jim to dovolimo. Sam to je pa nič drugega, ni čist preprost. Srčna hvala, Borut. Hvala. Da ogromno protestov skozi, pa sem videl, kva se je dogajalo, pa izpostavljal se, ampak sam pa tistih park nas je to plunko morje. Borut, močni smo močni, veliko bolj, ker si v tem trenutku ti sploh lahko zamisliš vsaka naša misel, vsaka naše dejanje, ki je v skladu z naravnimi zakoni, ima moč v življenju in samo ustrajati, moramo ustrajamo, še naprej ustrajamo in bodimo poslušni naravnim zakonom. Ne biti poslušni oblastem, odlokom, plačancem, ker oni delajo za denar, mi pa delamo za življenje. In to je naša bistvena razlika.
In samo Bistvena, ja, ustrajamo, to vem. samo ustrajamo naprej. Midva z Mihajlom ustrajava in bova ustrajala in hvala tudi vsem vam, ki ustrajate. Hvala, Mihajl, za današnjo Hvala temo. tudi vama. Ja. Ja, res. Ajde, držite se pa vse dobro. Enako, srečno in sem vesela, da si dobil Ja. še boljšo službo. 5 minut Ja, pauze. hvala. Hvala, Borut. 5 minut pauze, pol pa bombshell, kako so si ženske izborile svojo pravico nad močnimi, ki so jih Zatirali. izkoriščali in zatirali.